Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. V tokratni oddaji bo z nami svoje sledi svojega življenja delil poslanec prve skupščine prvega državnega zbora po demokratičnih volitvah, Andrej Magajna. Z njim smo ravno na današnji dan opravili tudi, oziroma je bil objavljen intervju z njim v Reporterju. Ampak prav danes se je pa zgodil tudi presenetljiv dogodek, mogoče presenetljiv, bomo vprašali našega gosta, če je tudi njemu presenetljiv. In sicer gospod Magajna, odstopil je najprej finančni minister, potem pa še prvi minister Marjan Šarec. Komaj sem se sploh pripeljal do sem, ker med potjo je bilo 10 klicev, vsak je hotel komentirati, vsi smo bili pametni. Lahko smo pa to tudi na nek način predvideli. Poglejte, gospod Šarec nima kaj izgubiti. V tej situaciji bi lahko pa dolgoročno samo nazadoval in izgubljal. Trenutno ima izredno visok rejting, čeprav bo nekdo iz opozicije rekel, da mu pada, ampak po 2 letih ni imel nihče tako visok rejting. In dejansko z novim volitvam on samo pridobi. Najprej bo formalni poizkus rekonstrukcije vlade, dvomim, da bo uspelo, sicer pa na novih volitvah on stopa z velikim optimizmom. Po prognozah lahko dobi tudi več, kot je do zdaj Cerar dobil, ali pa Drnovšek. Ja, ravno Drnovška smo omenjali tukaj na prvi strani in tukaj je recept njegovega uspeha. Strategi tranzicijske levice so ugotovili, da ni samo dober imitator, ampak da je on lahko tista persona, ki bi najbolj kapitaliziral ta ugled, ki ga je imel Drnovšek. In to mu je v teh 2 letih fantastično uspel. Ta recept je bil predviden že za doktorja Mira Cerarja, ampak on se je izkazal kot, upam bi nam zameril, kot amaterski gledališki igralec. To vlogo ni znal, ni bil prepričljiv. Veste, ključno pri igralcu je, da je prepričljiv. In najdli so profesionalca. Torej, on ga je imitiral pred leti, zdaj ga pa res imitira v živo. On je drugi Janez Drnovšek in na to se računa, da bo on pobral te male stranke, jih vključil v svojo stranko, ki bo postala dejansko neke vrste socialistična zveza delovnega ljudstva, ki bo vključevala vse te, ki bojo zdajle, ki bi jo sicer izpadli iz parlamenta. To je stranka Miro Cerarja, še zmeraj tako rečem, potem SAB. Desus pa znajo mediji tudi dobro postaviti spet nazaj. Zaradi nove predsednice? Ja, ker so ugotovili strategiji tranzicijske levice, spet govorim, da bi z Erjavcem samo izgubljali. Vsaka anketa je bila slabša. In bo lahko tudi Desus en pomemben koalicijski partner. Po eventualno tudi Nova Slovenija, SD in imamo kar dobro stabilno vlado. No, to je približno moje ugibanja, prognoze. Ključna figura, vprašanje, ali bo Šarec res dobil toliko glasov. Na naslednjih volitvah, če bodo predčasne? Če bo imel tako medijsko podporo, on je ravno na račun te silovite medijske podpore, on pravzaprav z poprečnega župana in poprečno velike občine zrastel tako visoko. To ne moreš brez vnaprejšnjega dogovora teh strategov tranzicijske levice, pa da ne bom tako ovinkaril. Tukaj mislim na gospoda Kučana in njegovega svetovalca Nika Toša, ki je velik strokovnjak, zelo sposoben in so sistematično delali ravno z mediji. Kje je Kučanova moč? Ni v tem, da bi on imel neko tako strašno funkcijo, da bi dirigiral klical po telefonih. Važno je, da se dobi z temi ključnimi uredniki dela, vemo, kdo je Stojan Petrič, potem imamo Petana, Večer, Dnevnik, Družina Repovž, Mladina. RTV je pa tako relativno državna ustanova, glede na to, da programski svet, ki je ključen, določa parlamentarna večina. In s tem imajo pravzaprav 80% medijskega prostora v svojih rokah. In tu je
ključna moč tranzicijske levice. Ampak to se lahko po mojem izide samo v primeru, če kdo v tem času, ko se še lahko sestavi kakšna vlada, ki jo ne bo vodil Marjan Šarec, ampak nekdo drug, mogoče Janez Janša, Matej Tonin ali pa kdorkoli drug, to se lahko izide samo v tem primeru, da ne pride da pride nova vlada. Kaj pa, če pridejo do nove vlade? Potem pa se lahko do volitev preteče 2 leti, a mu bodo delali 2 leti potem Marjanu Šarcu propagando v vseh medijih? Ja, bodo. Česa se bojijo botri tranzicijske levice, ki pravijo, da imajo še vedno tako velik vpliv? Če bo uresničil tisto, za kar so ga postavili, da ne bo načenjal ključni problem Slovenije korupcije. Ne? Že do zdaj vidimo ministrica... Zdaj govorimo, zdaj je Marjan Šarec odstopil. Recimo, da nekdo drug sestavi zdaj vlado in do rednih volitev vlada. Bodo lahko pri življenju ohranjali ti mediji, ki ste jih omenili toliko dolgo Marjana Šarca? Hočem reči, če bi ta koalicija se ravnala po njihovih usmeritvah, potem bojo, če bi se pa izneverila, da bi začeli preiskovati, naprimer, 5 milijardno bančno luknjo, ki vidimo, se nič ne zgodi, milijardo upranega tam. To so pa zelo nevarne teme za določene ljudi, ki so bili povezani s to tranzicijsko levico. Če bi se on tega lotil, zakaj to toliko poudarjam? Kdor se spomni njegove volilne kampanje, on teh zadev ni nikoli omenjal. To je bila za njega drugorazredna tema, tako kot je bilo za... Ampak to je zdaj pa se. Marjan Šarec se tega pač ni lotil. Zdaj ni več predsednik vlade. Recimo, je v odstopu. Jaz govorim zdaj, če bi bil nekdo drug, ali bodo potem tisti, ki ste jih vi omenili, ohranjali 2 leti Marjana Šarca na popularnosti, da bo potem na naslednjih rednih volitvah zmagal. Tako. To vas sprašujem. Še zmeraj, on je prolongiran ne samo za 1 mandat, najmanj za 2 ali celo 3. In bojo delali, gradili bodo na njega. On je bil pravzaprav neke vrste rešitelj tranzicijske levice, čeprav se predstavlja kot sredinc. Njega niso inštalirali za 1 mandat, govorim spet o medijih, ampak tudi on ima zasluge, on je to svojo vlogo odlično odigral. Imitacija Drnovška, odlično je odigral. In on je predviden ne za 1 mandat, kot je bil. Tudi gospod Cerar je bil v tej vlogi, ampak to vlogo ni odigral. Torej tudi za predčasne ali pa redne volitve? Za napol, on je za dalj čas, najmanj 2 mandata, najmanj 2. In bojo delali, gradili na njega, če bo zdaj ta vlada, bo on spet zmagovalec na naslednjih volitvah. Delajo tako sistematično, kot so z Drnovškom. Prikazan je bil vedno, celo da se krega z bivšim šefom partije in tako naprej, da je nekako dobil vtis nekega sredinskega, umirjenega človeka in kot sem v tem reporterju objavil, današnjem, on je v svoji klienteli on je popolnoma omogočil rekonstruiranje starih struktur. Njegova klientela je delala, kar je hotla. Zdaj, a je on bil asket, ali ni bil asket, a je bil skromen, to sploh ni važno. Dopuščal je? Dopuščal je, da so se stare strukture, poglejte, pod njegovo vlado se je ukinila služba družbenega knjigovodstva. Romana Logar, ne? Romana Logar. Takrat je bilo v obtoku 600 kazenskih ovadb proti zlorabam te javne družbene lastnine. Kot vemo, se je procesiralo nič, praktično nič. Pod njegovim vodstvom se je to dogajalo. Bypass firme. Kradlo se je na veliko, lastninilo, denar je šel ne znamo kam, zdaj se spet vrača in tako naprej. Vse pod njegovim vodstvom, ampak skrbeli so pa za njegov imidž, skoraj bi ga proglasili za blaženega. Tako kot bojo po vašem tudi za Marjana Šarca. Pod pogojem, da se teh koruptivnih zadev ne loti. Poglejte, on bi moral zahtevati odstop ministra Katičeve in notranjega ministra, da se vse te zadeve, o katere govorim, niso v teh letih procesirale. Ovadbe so, vse stoji. In on je tiho, gleda stran.
ministrica Katičeva pa nič. Ne? Tako. In tukaj se zadeve, to so ključne zadeve. Tu se lomijo, ne? Jaz skozi govorim, ključni problem Slovenije je korupcija. Ne? Slovenija bi bila lahko Švica ali pa Avstrija. No, tega se bova dotaknila. Zdaj, recimo, da sva zaključila ta prvi del o Marjanu Šarcu, pa delno ste se dotaknili še tudi nekaterih drugih tem. Zdaj greva pa čisto na začetek na vaše korenine, v kakšni družini ste vi odraščali. Zdaj, Magajna je kar zanimiv priimek, ne vem, je to ljubljanski priimek? Ne, to je, no, mogoče moj letnik pa starejši, se še spomnimo iz osemletke, ko je bilo med štivom za otroke, pravljica Brkonja Čeljustnik. To je pa po mojemu sorodniku iz Krasa, no, tam tudi izviramo, saj priimk, ne, izvira, to je Vremska dolina, tam je bil doma Bogomir Magajna, pisatelj, Tigrovc je bil tudi med drugim, pozabimo povedati, ja, pomagal je, on je seveda študiral medicino in končal kot doktoriral z psihiatrije, je bil pa tudi vešč v zdravstvu in on je Tigrovce tudi oskrboval in zdravil v tistih časih. Torej, z mojim očetom sta se dobro poznala, Božidarja Magajno, mi je veliko njemu pravo, tako da po priimku izhajamo torej iz Vremske doline. Ampak, če bi pa zdaj gensko analizo delal, imam pa verjetno več dolenskih genov. Že mama od očeta je bila iz Žužemberka, tu imamo še zmeraj eno staro hišo, pa moja mama je pa iz Sel pri Cikavi, to je pa zaselek med Šmarje Sap in Grosupljem. Tako da vse smo končno, tudi mi, ki pravimo, da smo Slovenci, smo ponosni, da smo Slovenci, smo verjetno, če bi šli malo gledati v analizo, v en laboratorij bi gotovili, da se je na tem področju zelo križalo. Spomenja velika mešanca. Nič hudega. Gre za kulturno pripadnost, celo pravijo, lepši so otroci tisti iz mešanih zakonov. Tako. Kakšno je bilo vaše otroštvo? Kje ste ga preživljali? Ja, na zelo lepem kraju, na Špici, kdor je Ljubljančan, bo vedel, kje je to, ko se Ljubljanica razcepi, imamo na en stran Gruberjev prekop, na drug stran pa en krak Ljubljanice, ki teče skozi center. Tam bili smo v bistvu v centru mesta. Imel sem 5 minut do šole, pod hišo smo imeli pa čoln. Ribe lovili, veslali, tako da zelo lepi pogoji za otroštvo. Kakšne ribe so pa bile v Ljubljanici? Ne vem, postrvi, kleni, podusti? Podust. Po strvi smo tudi ujeli, lipan. Kasneje smo se nehali s tem športom ukvarjati, ker je bila Ljubljanica onesnažena. No, mimo grede, ko govorite o ribah, tu v Savi vem, da so lovili, rekli so rdečorepka ali pa rdečooka, mi smo pa rekli jošuka, ne? Male ribice, kot srdelce. Mi smo zeleniko, prav rdeče perke, rdeče oke so bolj značilne za bajerje. Sem bil tudi član ribiške družine, bil sem tudi tekmovalec, da sem malo hvalim, mladinski prvak sem bil v ribolovu. Še vedno kaj lovite? Tam sem zmagal na Koseškem bajerju. Dolga leta sem bil član, zato ker imamo hišo v Žužemberku, član ribiške družine Novo mesto, to je pa atraktiven šport, flikarjenje, buharjenje. Ja, to pa malo težje. Malo težje, ampak ta ribolov je pa veliko bolj zanimiv, kot stati v enem bajerju in čakati, če ti bo krab prijel. Mimo grede, veliko ribičev rib niti ne jedo. Vi ste si jih spekli doma? Jaz pa tam, ko sem tudi na eni sliki, pečem ribe, to imam pa najrajši ribe na žarju. Ampak ti se mi zdi, da so morske. Ja, jaz sem napisal, ko sem spraševal, kje si pa ujel, sem rekel, original brancin iz Krke, kupljen v Leclercu. Kakšno je bilo otroštvo, poleg tega, da ste čolnarili, lovili ribe? Torej, 5 minut sem imel do šole. Koliko vas je bilo? 10 minut sem imel pa do župnije svetega Jakoba, tam smo bili vsi otroci, vsi 3 bratje krščeni. Imam 6 let starejšega brata, no tudi jaz sem že 67 let, so se bratje že čez 70, drugi brat Matej, sta še zmeri zelo povezana, je pa ostal na Prulah, ima še zmeri čoln,
ob Ljubljanici in veliko zahajam prav na ta prulski konc. Sam pa nisem dolgo stran, 7 minut s kolesom na Barjanskem delu Ljubljane. Imamo lepo parcelo, 1100 metrov, vrt, sadovnjak. Tako da glede bivanskega okolja sem bil zelo lepo preskrbljen. Mimogrede, če sem prav razumel, vi ste drugi od tretji. Tretji sin, ja. Aha. Kako pravi se? Zdaj pravijo, da drugi je najbolj prilagodljiv, ne? Se mora prilagajati starejšemu pa mlajšemu. To je res. Jaz sem bil pa tako kot v teh pripovedkah tretji sin, tisti, ki potem dobi take naloge, da kaj naredi, da kaj premakne v življenju. Aha. Tako da je bilo zanimivo. Mama je bila zelo krščansko usmerjena, no, smo vsi hodili k maši, k verouku, jaz sem tudi ministriral. V srednji šoli sem se pa navdušil nad patrom Žižkom, on je bil pa filozof. In ko mi je že oče rekel, Andrej, ti si mislec, mene je začela filozofija zanimati. In sem hodil v ta oddelek, ki ga je imel jezuit. Jezuiti so pri Šentjakobu znani. In jaz sem se tudi potem kasneje upisal na filozofijo. Ampak nam je profesor Debenjak pa Anton Žvan sta rekla, ja, ljubi ljudje božji, klele vas 50 vidimo, kaj te pa delali, se na noben službe dobil. In tako da sem se jaz potem upisal usporedno še na višjo šolo za socialno delo, tako da sem jaz diplomiran socialni delavec. In sem se posneje tudi zaposlil kot socialni delavec v šolstvu. Tega se bova še dotaknila. Zdaj me pa zanima še par besed o vašem očetu, ki je bil prav zanimiva osebnost. Zanimivo. Poglejte, eni pravijo, da so spregledali po vojni, pa ne vem kdaj. On je že med vojno videl, da s to komunistično revolucijo, da je to razdor med narodom. Poglejte, v času, ko je narodno-osvobodilne borbe, da je ta izraz komunističen, ni važno, takrat smo imeli okupacijo. Takrat bi morali mi pozabiti, a veste, na strankarske pripadnosti. Vsi se morali združiti, če poplava, ne bojo ljudje gruntali, kdo bo boljše obnovil blok, ali je treba fasado narediti, ali je treba narediti dvigalo, ampak bodo vsi skupili. In to je glavna napaka, bi rekel, zločin partije, poleg vseh drugih zločinov, to, da so šli vnašati v naš prostor stalinistični model, družbeni model. In mnogi so že takrat vedeli, kaj se dogaja v Sovjetski zvezi. So vedeli, in to je tudi oče vedel. In je rekel, jaz bom pomagal partizanom. Bil je pa zaposlen. Bil je pa tudi član OF, ne? Ja, Osvobodilne to je bila fronte. celica OF na Radiu Ljubljana, oziroma Slovenija, ki je deloval pod okupacijo italijanske oblasti. Italijani so bili njegovi predstojniki. Nekoč mu je rekel, tisti guvernant italijanski je rekel takole, gospod Božidar, po italijansko, on je znal zelo dobre jezike, vemo, da delate za osvobodilno fronto, samo po svoje vidim, da ste čisto v redu ljudje. Še to meni grede. Oče ga je po vojni obiskal v Italiji. So se prijateljsko pogovarjala. Je rekel, jaz sem tukaj prisilno. Jaz sem vas v kopaku, da vi pa delate proti nam, jaz se ne smem dobiti, no to hočem povedati. Bi ga pa skoraj dobili v eni raciji, ki je bila ta ura prepoved hoje zvečer po mestu, so mu pregledali torbo, k sreči nič, in je mislil se, zdaj me ne bojo več, naslednji večer je imel pa polno torbo elektronk, ki jih je za ta radiokričač švercel. Je radiokričač takrat že delal ali se je ustanavljal? Takrat se je ustanavljal. On je pomagal v tem smislu sodelavc, ker je tehnično opremo jim preskrbel in je ponovno na letu. K sreči bil pa isti komandant v tej vojaški ekipi, je rekel, inženir Magajna, Manjani, je rekel, Manjani, avanti. Ga je spustil, če bi ga dobili, bi on šel metalce. Ja, to bilo pa hud prestopek, ki ga ne podpustili. Je kdaj govoril doma, razlagal, kako so ustanavljali radiokričač? Ja, natančno, predvsem njegova vloga je bila bolj v tem radiju. On je tudi javljal, on je imel podatke, mape, ko so iskali radiokričač in je sporočal
aktivistom radija, kje se jim približujejo. Zato jih nikoli niso ujeli, ker so se pravočasno umaknili. Oni so imeli detektorje, posebne antene, s katerim so lovili signal za križnim sistemom, so ugotovili lokacijo, ampak preden so tja prišli, so se že premaknili. So pa začeli slutiti, da jim nekdo informira. Zelo nevarno. Jaz se čudim, da je to razkeral. No. V bistvu je življenje razkeral in kaj se je zgodil temu človeku, ki je imel take zasluge. Ne. Prvi pogoj je, da morajo tu partiji, potem ko so, ko je on tudi že po noč javil, Ljubljana je osvobojena, ne. Se je okupator šel že zvečer iz Ljubljane, tako da ni bilo nobenih borb za Ljubljano. Ne. Oni so samo korakali, terenci, najprej so tu ekipo teh aktivistov umaknili, potem so jim pa celo ponudili službe. In moj očetu je bilo ponujeno najvišje mesto, on bi bil lahko direktor radija. Samo pogoj, moral bi biti takoj v partijo, nekaj bi moral hoditi v cerkev. Tista sekretarka mu je rekla, dobro, pa če že morate, hodite na vrhenko malo na skrivaj, ne, če ste že tako pobožni. In potem še tako je rekla, morate bo sodelovati službo, ne vem, kako se je takrat imenovala, ne, varnostno službo, poročati o sodelavcih. Ko se je on z enim tem svojim prijateljem pogovarjal, je rekel, ja, sej meni so naročili, da moram pa tebe spremljati. In drugega bi morali uvajati, veste. In kaj je naredil? Spokoj kufre in šel v Kranjsko Iskro za polovično plačo delati. Pa še voziti se je moral. Ampak to pripovedujem, ker to zelo cenim, ne? Da je sodeloval v boju proti okupatorju, čeprav on je bil, veste, to smo se tudi malo nalezali, on je bil pacifist, ne? On ne bi nikoli nekoga ustrelil. Po samo obrambi, ja, direktni tisti. Je bil tudi proti vojaški obveznosti, tudi jaz sem bil proti vojaški obveznosti, ker ne more oblast nekoga poslati na mejo, zato potem se pa zmenijo, veste, medtem pa imamo tam krste. To je ugovor vesti, je bilo tudi moje imperativ, sem še v prejšnjem sistemu se zelo zavzemal za ugovor vesti. Tako da jaz nisem že kar, da bomo kar vsi naborniki zdaj spet. Kaj pa je bil oče po izobrazbi? On je bil, zato pa imel reference, imel je zasluge, bil je elektroinženir, on je že diplomiral kot elektroinženir. Takrat jih ni bilo veliko? Ni bilo takrat, ne. Kasneje je pa on dal vlogo na fakulteto, bil je asistent pri doktoru Sani, to je tudi znan profesor pri njemu in v kasnejših letih je predaval akustiko. Še bolj ga poznajo medicinske sestre, ker honorarno je pa tam učil fiziko. Tako da v kasnejših letih, namreč on je dočakal skoraj 100 let, pri 95. letu je dobil nagrado za najstarejšega voznika, pri 96. ko je šel spet na zdravstveno komisijo, smo mu pa sinovi prepovedali. Tako, ko je vozil tisto lado, ni bilo zankamer, šalto je v tretjo, na začetku in pol ni več spremenil. Ampak, ko je pa še bil mlad, ne, se pa ni z avtomobilom vozil, bil pa za njega tudi začetek ja, veste kaj, nebahal avtomobil. Kdor neki ima tisto notranjo samozavest, ne, je imel vse velike dosegov. Mu ni treba se ponašati z Audijem, BMW-jem, Mercedesem. On je imel en star kolo, še zmeraj ga ima moj brat tam, kot relikvijo, spomin. Pol je kupil za mamo pa nemški diamant, no, ti si bil pa že Nobel kolo takrat. Imeli smo pa kljub temu med prvimi avto na prulah. Redki, ko smo se pelali čez vas, to sem že tudi jaz vozil, tisto avto v naročju, sem se tudi okužil z avtomobilom, so otroci leteli z avtom. To se pravi, po vojni on že zelo tehnični človek. Sestavil je en star Taunus, pa Volkswagen Jeep je sestavil in je naredil avto. Sam problem je bilo s tem avtom ne toliko zaradi zavisti sosedov, ampak ker je moral na vse poroke voziti. Ko so bila rojstva na prulah, ja, kaj, nas so poklicali, veste, niso čakali na rešilca, to je kar naš oče, vse te stvari. Gospod inženir, hčerka je rodila, boste prišel, zdaj gremo v porodnišnico. Smo imeli pa s tem možnost, da smo že
jaz sem bil že 2 let star, sem bil že v Savudriji, v kempu. Rečemo, če je bilo to leta 53, 54, sem jaz že čofotal tam v Savudriji in vem, da prvo leto, ki je oče prav, sta bila samo 2 šotora. Še zmeri imamo spomin na tiste Francoze, pozabili so en tak lep nož, no, in to imamo tudi kot spomin na tiste čase. Iz 2 šotorov je potem ratal 200, naslednjo leto pa 2000 in po 15 letih zaporedja našega obiskovanja kempa v Savudriji smo začeli odkrivati, pa ne Sejšele pa Maldive, ampak Medulin. Aha. No, posebno takrat, kasneje, ko so se otroci rodili, tam lep zaliv iz Mivke in smo spet nek 5-10 let hodili v Medulin. Kasneje smo pa začeli, tudi zdaj, brat ima še prikolico na Cresu, vem pa zelo rad na te otoke. Tako da smo Slovenci kar zasedli Kvarner, ne. Tudi če ni naše, ja. Smo pa šli vsako leto še za 10 dni v Bohinj. Tako da smo kombinirali. Poletje. Ja, krasno. Morje. Imam pa en priokus s tem Bohinjem, ne zato, ker ima dež mlade, ampak ker sem skoraj vsak drug dan moral ob 4 vstati. Mama nas je preganjala v hribe. V temi pa v tiste hribe. No, čeprav sem kasneje bil malo okužen s tem, sem vodil tudi planinski krožek. A tudi? Bil sem na Triglavu, Jalovcu, Grintovcu. Pa na vseh teh vrhovih sem tudi zaspal, zato ker je zelo rad spim. In veste, če vstaneš ob 4, pa hodiš 6 ur, ni lepšega na vrhu, kot da zaspiš. Ja, drugi pa gledajo razgled. Doma ste se pa veliko tudi pogovarjali o politiki, ne? So prihajali k vam, zdaj verjamem, da se ravno o partiji niste, ne? Sem. Tudi v tem. Jaz sem za poboje, oče je že vedel v 6. razredu. In sem rekel, da nauč v svojem govoru v šoli. Oče je to povedal? Ja, oče je vse povedal nam. Vse. Mi smo se odkrito vsem pogovarjali. On je bil izredno obveščen. On je imel kolege, tako pri te strani domobranski, ki so rekli, so mu zamerili, da je šel v OF, ne. Ampak on se je z njimi tudi pogovarjal. Pa na te partizanske strani. Tako da moram reči, to je moja sreča bila, da nisem bil indoktriniran samo z eno opcijo. In kako je gledal na te povojne poboje? Zelo kritično. On je rekel, to je bil zločin, ne. Problem je, drug problem, da imamo zločin, zločincev pa ni. Ja. Nobenega zločinca nimamo. Kako danes imamo, vemo za korupcijo, vemo za to, vemo, kaj se je dogajalo z tem denarjem, iranskim denarjem, ker smo že aktualni pri Irancih. Tudi to so ugotovili cel vrst nepravilnosti, tudi kaznivih dejanj, prekrškov, ampak noben ni prišel pred nobena roko pravice. ovadbe ali pa sodnega postopka dokončanega, ne? Nič ni. To je tisto, kar pride. Potem še v nadaljevanju, se bo dotaknila reči, tudi korupcije. Ja, o čem ste se pa še pogovarjali potem? No, družinsko je bilo tudi to zanimivo, ne. Moja mama je bila zelo ortodoksna kristjanka, oče je bil tudi kristjan, ampak je bil precej liberalen, on je imel svoj pogled na življenje. On je veliko si razlagal iz fizike, tudi družbene zakone iz fizike je prenašal. Zdaj je bil zelo zanimiv. Ta Igor Vidmar, ki je bil tudi šahist, on je tudi podobno imel koncept, kako vnašati iz naravoslovja v družboslovje. Jaz sem tudi v 8-letki zelo lepe ocene, sem v fiziko, matematiko, v srednji šoli sem pa čisto preklopil na družboslovje. Psihologija, če bi danes še enkrat študiral, bi šel socialno psihologijo, ki je pa zelo povezana s politiko. In me je zelo to navdušilo, tako da pravim, doma smo se pa zbirali, to so bili kolegi iz vojnih časov, očetovi, in jasno, da so te obnavljali te svoje travme, ne, tudi iz tega obdobja medvojnega in povojnega. Tako da pri nas celo stric Šinkovec je, Jože Šinkovec bil je tajnik na sodišču, on je celo v prejšnjem sistemu ilegalno ustanavljal neko stranko. To je bil en doktor Hočevar, zdravnik, pa on so se dobivali v eni gostilni, potem so jih skoraj razkrili, so že videli, da so jih začeli nadzorovati.
Tako da je tudi preko strica, no, smo veliko se okužili s politiko. Jaz pa ne vem, zelo sem rad debatiral, že kot otrok sem rad se pogovarjal in sem poslušal, zdaj koliko sem razumel, ne vem, nekaj sem, zmeri več sem razumel. Tako da tako vzdušje je bilo doma. Ne. Kje ste pa vi vojsko služili? Vojsko sem služil v Vipavi, ja, zelo daleč. Na Prepihu? Ampak bi šel rajške v Niš, ne, če bi še enkrat izberal. Zakaj? Ker sem samo čakal, kdaj bo obisk, pa dam šel lahko pobegnil. Sem imel skrit, no zdaj lahko povem, da ne bomo pojeli. V Vipavi sem imel pri Lucijanu, znanemu poznavalcu, pisal, Bratušu, na vrtu sem imel skrit avto. Bilo pa problem prideti iz Vipave v Ljubljano, nekdo bi prišel, eno domačino me je prišel na kapijo, da sem lahko sploh izhod dobil. Potem sem se moral prevleči, sem imel ene očala brez okvirjev, brez šip, samo okvirji so bili. Pa eno plastično kapo, tako da enkrat se me je ena domačinka ustrašila, ki je videla tista očala, je spraševala en naslov, jaz sem ravno šel v avto not, ker v tisti ozki ulici Vipavski, tam je bilo več kot pol vojakov prebivalcev. Mimogrede bi me oficir prepoznal. No, tako da sem imel malo adrenalinskega športa. So vas zdaj dobili? A ste se morali javljati? Ja, enkrat so me pa dobili na prekomandi, so me pa ujeli, ko sem pelil s psihiatru enega vojaka svojega, jaz sem bil desetar, razvodnik. Sem rekel, ne bom šla z avtobusom na psihiatrijo, te bom kar pelil, to je bil en Hrvat, Milan, rekli smo mu psiha, hotel je imeti skrajšan vojaški rok. Pa mi je bilo pa žal, veste, ker vsi ti vojaki, ki so preko psihiatrije bili oproščeni, so bili čez en let spet na nov poklicani. Je pa boljše vzdržal do konca. Tako da vzdržal sem, dobil sem naziv primerni vojnik, takrat po 3 mesecih. Značko? Ne, čakajte, sem pol so me pa rekli, kje imam čine. Čine sem pa skozi zgubljal, ker jaz nisem hotel napredovati, jaz nisem hotel kariero, mene je to v bistvu motil, da sem padel v en tečaj za desetarje, ker se tega nisem želel, jaz sem bil pacifist, jaz ne bi nobenega ustrelil, sam v samoobrambi, tako kot moj oče. In tudi, jaz ne moram reči, bogi vojak je tam vojaški obveznik, je pa moj sovražnik. On je človek, ki je tako kot jaz dobil poziv, pa noben točno ne ve, zakaj se streljava. Ne grejo generali v prvo vrsto, kot pa Izraelci, ali pa svoje otroke. Svoje otroke vedno rešijo. Lepo se je s tujimi življenji igrati. Pa sejati junaka, pa koliko jih je padal, ja, v redu, pejte v prvo vrsto, tako imajo v Izraelu, namestnik ne gre v zadnji, začeto, če boš padel, ker vod mora imeti svojega komandanta. Ampak lepo, zelo zgrešeno je pa, da politika tako manipulira z nami vojaškimi obvezniki. Ugovornosti mora veljati. Tudi tega se bo dotaknila potem v nadaljevanju. No, kaj je bilo potem s tistim značko, dobrega vojaka? Jaz sem tiste čine šenku, enemu, ki je šel domov. Ni pa nič napredoval, rebaš. Zdaj pa se tam v Bosno je v eno vas brez činov, on je že pisal tam enem dekletom, da vprašal, in sem tiste čvorke, smo rekli, sem mu dal, potem pa kapetan gotov, kje imam čine, sem se zlagal, da so mi jih ukradili. Ampak to je bilo, se je ponovilo, na kar mu je postalo sumljivo. In pa nisem več primerni vojnik. To je bilo 15 dni? Ja. Nagradnega? Ja, tako da je bilo zanimivo. Jaz sem to spet imel malo adrenalinsko, da sem pobegnil čez ograjo. No, to je pa največji vojaški moj podvig, je pa bilo, da sem bil vodja straže in sem šel v kino Nov mest gledati film. Med stražo. Tako da to ni reklama za vojsko. Za vojsko, kar zdaj govorim. Pa so vas dobili? Ne, takrat ne. Dobili so me pa, ko sem tega klienta, vojaka, pelil na psihiatrijo, kjer sem rekel, pa ne bom jaz zdaj po vlakih, peva kar z mojim avtom. V Novem mestu sem mu tudi skrit avto. Šla so pa čez
čez Žužemberk, tam, ko imamo hišo, očeta obiskati, imela so dosti časa, pa so šla še malo na obiske. Jaz sem se s tem vojakem dobro razumel, on je bil čisto normalen, veste. Ampak ta vojaški sistem ni bil normalen. Ja, ni bil normalen, ja. In nas je tam en, jaz rečem, vaški policaj ostavil. Je zagledal pa, jaz sem bil v civilu, sem se prevlekel, uradno pa jaz kot vojak nisem smel voziti. Je pa zagledal obleko in je rekel, če avto tu ne pustim, bo javil v kasarno. Bil je pa to kver, da me ni izdal. Tako da sem se tam nekako rešil. Skozi sem bil pa mal na robu, ja. Ste hodili po robu, pa mislim, da še vedno hodite malce po robu, ne? Ja, to je, vsak ima svoje, eni hodijo v hribe, eni jadrajo, eni ne vem kaj, to je pa moj adrenalin. Aha, no. Zaključili ste šolanje, postali ste socialni delavec, kje ste pa dobili prvo zaposlitev? Ja, ko sem odslužil ta vojaški rok, na koncu je bilo kar zabavno, imel sem ga dobrega prijatelja, Kristjana, ampak on je bil po Albanci iz Kosova, vedno ga še obiščem v Opatiji, še zmeraj imamo stik. Midva sta tista, ki sva pobegnila iz kasarne in šla gledati kino v Nov Mest v času dolžnosti. Skratka, jaz sem upal, da bo po vojaškem roku, da bom vsaj en mesec prost, na kar mi mama sporoči, da sem sprejet v službo. Ker sama je prošnjo oddajala, ne da bi jaz vedel. Katastrofa in en teden še v tisti vojaški frizuri, ne, smo bili skoraj na Balin, no danes je to moderno, ne, danes je mladina, kot je rekla ena gospa, ti obrito glavi dolgolasci, ja, ne vem, kako gre to skupaj, ampak imamo te kombinacije, tudi frizur. Tudi, ja. Tudi. No, skratka, v tisti vojaški frizuri sem bil sprejet na šoli, ravnatelj šole je pa hotel imeti, ponovadi v tem poklicu so prevladujejo ženske, je pa hotel imeti, je bil pa malo šovinista do žensk, enega moškega, pa tudi zanimivo, da me je vprašal, če imam šoferski izpit. Pa sem gotovo zakaj, ker socialni delavci rabimo tudi zaradi terena. Čeprav jaz sem delal v tem šolskem okolišu, avto ni bil potreben, vse smo dosegli peš. Ja, ker ponovadi je, prišel je pred 7 uro, ob 11 je pa že šel in me je poklical gor pisarno, gospod Magajna, bi mene potegnil, pa so šla še na trg, torej, tako je on končal službo ob 11. Prav, te babe bojo že zvedle, da so bila na trgu, učiteljice. Je imel pa red na šoli, drugače, je bil pa avtoriteta, bil je en zgodovinar, tako da se je začel. Jaz sem pogotoval, da me prav to terensko delo, hoditi po domovih, pa gledati, kaj kuhajo pod pokrovko, sem bil sočuten do teh ljudi, nisem bil pa tisti tipični terenski socialni delavci. Začela me zanimati socialna politika, kako bi se dali z neko ureditvijo, z drugačnimi zakoni zadevo izboljšati. Ker z enim zakonom, recimo tudi za upokojence, rečemo že danes, lahko celi populaciji izboljšamo položaj. Z enim pametno socialno politiko lahko več korist naredi, kot da jaz hodim tam po terenu. In ker sem tudi malo povohal pravo, na tej šoli za socialno delo sem pri gospodu Lovru Štumru dobil 10, to me je malo iz ustavnega prava, ne, in sem rekel, zakaj pa ne bi jaz se bolj angažiral v socialno politiko, v zakonodajo. To je bil en motiv, da sem šel tudi v politiko. Poleg tega sem pa na šoli vodil tudi volilne postopke. Politiko kasneje, v času Jugoslavije vi niste bili v politiki, ne? Niste bili nikoli v partiji. Ne, to pa ne, ja. Čeprav mi zdaj Janševi, ne te jim izraze učitajo, oni, ki imajo v vrhu veliko bivših komunistov, ne, jaz jim to ne učitam, oni pa meni učitajo, da sem bil na listi, leta 2008 sem bil na listi pri gospodu Pahorju. Kot krščanski socialist. Kot krščanski socialist in pravijo, ja, sej vemo, da si bil v partiji, da si bil član SD-ja, nikoli nisem bil član SD-ja, torej v moji familiji, ožji in širši, ni bil nihče nikoli v partiji. Zveze komunistov Slovenije, ne? Zveze komunistov Slovenije, to mama ne bi prenesla, pa tudi sami nismo želeli, pa tudi oče je preveč spoznal. Čeprav on je bil
po duši, tako kot sem jaz, krekovc. Jaz sem se prvič ne od očeta, ne samo zvedel o povojnih pobojih, jaz sem od očeta zvedel tudi o Janezu Evangelistu Kreku. Nisem še točno vedel in potem sem ga študiral, knjige njegove, in me je to zelo privlačilo še danes. Je moj vzornik Janez Evangelist Krek. No, za tiste, ki ne vedo, kakšne politične usmeritve je bil? Ja, on je bil, težko rečemo, krščanski socialist, čeprav je napisal knjigo Socializem, tako da debelo knjigo. Tudi nisem cele prebral, ampak bolj bi rekel krščansko-socialni mislec, krščanski socialc. Podobno kot bi danes, bi morda tu umestili gospoda Grando. Pa tudi teologa gospoda Juhanta, ki je prevedel Krekova dela in Gosarjeva. Tako da mi imamo izredno tradicijo krščansko-socialnega gibanja v Sloveniji, ki pa je bila zamolčana, tudi vi se spomnite pa vsi, kaj pa smo mi izvedeli o tem. Kot da je socialno gibanje se začelo s komunisti. Kot da je tam se vse začelo. V resnici smo pa imeli izredno močno Krekovo gibanje. On je bil sicer član Slovenske ljudske stranke, ampak to krščansko-socialno krilo ali socialistično, če lahko temu rečemo, je on predstavljal. No, potem so bili pa seveda tudi socialdemokrati, med drugim tudi Ivan Cankar, ne? Cankar, še v stari Jugoslaviji. Tlele imamo potem izredno tradicijo, imamo Kristana, Prepeluha, neverjetno bogato socialdemokratsko tradicijo, ki ni na komunističnih temeljih. Ki ni bila. Začela se pa pravzaprav z encikliko Rerum Novarum Leona XIII. V tistem obdobju od leta 1850 pa do 1900 so bila zelo močna ta socialistična, marksistična gibanja. In po drugi strani pa velike socialne krivice. In ta modri papež je gotovo, da če se mi ne bomo zganili, bojo vse to gibanje prevzeli komunisti. To socialno gibanje bojo prevzeli in mi se moramo približati ljudem in nekaj narediti, ne samo potrpite, bo že lepše na drugem svetu. Že tukaj je treba nekaj spremeniti. Da bo lepo. Da bo za vse lepo. In Krek se je navezoval ravno na tega papeža in mnogi njegovi sovrstniki, predvsem kristjani, tako da to krščansko socialno gibanje je temelj tudi te stranke, ki jo hočemo zdaj spet realizirati. Tako, tudi tega se bova dotaknila, ampak še preden se je začela Slovenija osamosvajati, pa tudi demokratizirati še prej, ste se pa vi nekako začeli ukvarjati tudi s problematiko nekdanjih sindikatov, ne? Ta ureditev vam ni najbolj štimala, ne? Poglejte, če si hotel vsaj nekaj delovati malo drugače, ne strogo po liniji partije, si imel možnost, ali se vključiš v socialistično zvezo, ampak tudi to je bila transmisija. Tam si se lahko ukvarjal zgolj nekimi lokalnimi, marginalnimi. To samoupravljanje se je žal izrodilo v tej smeri, da smo mi lahko na dolgo in široko diskutirali o nepomembnih stvarih. O ključnih zadevah je odločila partija. Zato sem tudi postal nekako kritik tega sistema, ker je bila to neka farsa demokracije. Kaj pa sindikatna? In druga pot je bila pa preko sindikata. Tukaj se bi pa marsikaj dal začeti in ena pot v mojo politiko je bilo ravno, ko sem prevzel predsedovanje sindikatov v šoli, pa kasneje sem bil nek delegat tudi v tem občinskem sindikatu. Sindikat se je ukvarjal z volilnimi postopki. Začel sem študirati, že po dolžnosti sem moral poznati volilni sistem. V prejšnjem sistemu. Zame je bila pa uganka, ko sem bral zakon o volilni zakon, kako partija uspe vedno dobiti skoraj 100% svoje ljudi, praktično 100%, na vse ključna mesta, čeprav je bilo komunistov, ne vem, 10-15%. Maksimalno. Tako. In zdaj, če si vzel sam zakon, tega nisi videl. In to me je pripeljalo do volilnega pravilnika. To je bila pa skrita zadeva. Tukaj se je pa natančno videlo, kako partija lahko uveljavlja svojo hegemonijo. In tam bi tudi normativno lahko dokazal, da je sistem nedemokratičen.
Iz samega branja volilnega sistema tega nismo mogli razbrati. To je bila ta zvijačnost. Zakaj je bilo to prikrito? Zato, ker nihče tudi v tujini, mi smo tudi, ko bom rekel, farbali po domače tudi tujino. Da imamo v bistvu nek demokratičen sistem, ne? Vemo pa, kako je to izgledalo. Ta sistem, pravilnikov in pa nismo kazali, ne? Pravilnik, veste, jaz ta pravilnik dobil nisem. Jaz sem šel v uradni list, pravilnika ni bilo, sem šel v NUK, pravilnika nisem imel, čeprav mora vsaka publikacija imeti en izvod. Šele neke vrste disident, ne? Marko Golobič, tajnik, dolgoletni tajnik volilne komisije, je kar tako malo s strahom potegnil iz omare, lete, tlele noter pišejo. Mi je dal pravilnik. Jaz sem rekel, zakaj pa to ni v uradnem listu? Ja, to ima status nekega pravilnika, to ni niti uredba. Ja, sem rekel, vse tukaj so pa ključne stvari. Oni so izredno dobro znali zamaskirati to partijsko oblast, ne? V nek pravilnik, ki sploh ni išel v uradnem listu. Ste lahko kaj to spremenili? Jaz sem se začel lotevati predlogov za spremembo volilnega pravilnika, kjer je v bistvu pisalo, da med vsemi temi evidentiranimi kandidati Republiška konferenca, če govorimo na največje funkcije, pripravi ožji izbor kandidatov. To se pravi, mi imamo 1000 evidentiranih, na listi dobimo pa enega. Jaz sem pa rekel, da naj imamo odprto listo, ne? Da je to demokratično izbiranje. Naš sistem, čeprav se je kazal izredno demokratičen pred svetom, je skoraj enaki, v bistvu enako, kot ga imajo danes v Severni Koreji. Tam ljudje nimajo nobene možnosti izbire. Tam lahko samo potrjujejo partijske kandidate. In mi smo tudi to. Mi smo lahko samo potrdili tisto, kar smo dobili na krožniku. Izjema je bilo volitve za predsedstvo SFRJ, ko smo imeli volitve odprto listo, oziroma 2 kandidata, Mitja Bulca pa Janeza Drnovška. Mislim, da je Marko Bulc bil, ne? Bravo, Marko Bulc, pa Janez Drnovšek. Sicer sta bila oba člana Zveze komunistov Slovenije. Bivši partijski rekli, ne se bati, oba sta naša. Ja, oba sta naša in tle so pa vsi zgrešili, veste. Od Janše, Bučarja, Bavčarja, vsi, ker so mislili, da je pa Drnovšek pa prišel iz drugega sveta. No, to pa potem, ne? To pa kasneje. To pa potem, ko je bila že padec Peterletove vlade. Jaz sem se v okviru občinskega odbora, mislim, da je bila predsednica Marija, zelo lepa gospa Marija Ferjan, me je tudi vključila v ta, bi rekel, te občinske pobude, še odlikovanje sem dobil, ampak po mojem bolj zato, da bi me malo, Andrej, si pride. No, to še za časa Jugoslavije, ne? Na kar je dvignil v enem sestanku, ko sem jaz dal, celo na občini so sprejeli idejo o odprti listi, pa ste, volilni. Se je pa len od Zveze borcev iz Mosta dvignil in rekel, tole je pa nevarno, to pa pelje v meščansko demokracijo. Na koncu bomo imeli še stranke, je rekel, kot to nekaj najhujšega. To je pa nekaj najhujšega stranke. In so me takrat malo ustavili, imel pa sem podporo, celo ta moja pobuda za odprte liste je prišla, bila na nekem smislu sprejeta na občinski raven in naj bi šla celo naprej. Je pa bilo to analogija z tisto akcijo 30 poslancev, ki so tu zahtevali odprte liste, tako da smo se tukaj združevali in celo sem uspel v delo spraviti en tak članek, kjer sem rekel, da je odprte liste, da so bolj demokratične kot tiste ožji zbori partijski. Pa ste bili potem uspešni s tem, je prišlo do tega? Ne? Ja, veste kaj, jaz sem bil uspel, da sem to celo v časopis Delo prišel s tem. Da je bil uspeh, spremenili se pa ni zaradi mene. No, vse je to. Spremenili se pa ni, ne? No, potem je pa začelo sindikalno vreti v Litostroju, s to znamenito litostrojsko stavko Francetom Tomšičem, ki je vodil. Takrat se mi pa zdi, dobro, sej mogoče že prej kdaj v Zasavju, ko so knapje štrajkali, tudi ni bilo kar tako, ampak tisto so zatrli. Tu se pa ni dalo več nekako zatreti. Glejte, jaz sem se pač zavzemal za politični pluralizem. Kaj je bilo pa dovoljeno v prejšnjem sistemu? Mi kar pozabljamo na eno zanimivo polemiko pred letem 90, mislim, da je bilo to okoli
88. leta, med Spomenko Hribar in Milanom Kučanom v Delu sta imela polemiko. Kučan je dosledno branil idejo interesnega pluralizma. To se pravi, mi imamo socializem, znotraj socialistične zveze imamo pa lahko mnoštvo interesov. Spomenka Hribar je pa zagovarjala politični pluralizem. In jaz sem se poskušal v to polemiko vključiti z nekimi komentarji, ampak ni bilo objavljeno, ne? Ker to je bilo nevarno. In ta pobuda Tomšičeva je bilo zametek ravno tega političnega pluralizma. Socialdemokrati so bili pa v nas Sloveniji zelo popularni. Veliko smo slišali o Nemčiji, Willy Brandt, Avstrija je imela Bruno Kreiskyga, Giuseppe Saragat, o katerem govori tudi Hvaleca, malo ne poznava, Olaf Palme, to so bili ugledni ljudje in ideja Tomšičeva je bila, jaz sem ga poklical, Litostroj, kmalu po štrajku, sem rekel, če gre ta zadeva v to smer, je rekel ravno to. Torej, ustanovitev stranke. In zame je napredna opcija je socialdemokracija. On se je spoznal v Nemčiji s socialdemokracijo. Jaz sem rekel, kako pa je v Litostroju, rekel, žalostno. Skrivamo se tam par ljudi. On je pobudo dal, vendar so mu kasneje po tej pobudi, po litostrojskem štrajku leta 87, kmalu potem so mu prepovedali, da bi on v okviru Litostroja karkoli politično ustanavljal. Dobro, rekel si takrat, izkoristil si celo, eni so mu zamerili, da je zlorabil štrajk za politične namene, ne? Štrajk je namenjen. Pa takrat je, mimogrede, ne, takrat je tudi ustanovil sindikat Neodvisnost, KNSS, kmalu zatem, ja. Konfederacija Nove Slovenije. Tako. Sindikatov Slovenije. Ja. In sem rekel, ja, še enkrat pol so se slišala, sem rekel, kaj je zdaj s tem litostrojsko pobudo, prav žalostno, vse skupaj je zamrlo. Kličem tudi razne politike, če se ne bi pridružili tej pobudi, je bilo pa takrat to obdobje zelo še negotovo, kaj bo. Uradno se je govorilo o nekih zvezah, ne, kmečka zveza, potem so prebijali let skozi nekako te stanovske organizacije, ne, kmetov, oni so naredili pa kar dober preboj, čeprav tudi njim šlo v bistvu za stranko. Ne. Tudi mi se nismo upali, oziroma nismo smeli uporabljati ime stranka, to smo se šele kasneje preimenovali. To pa je bilo najprej Socialdemokratska zveza Slovenije. Ne. Socialdemokratska zveza. Zahtevali so od nas, da gremo pod okrilje socialistične zveze. Smo rekli, to je sestavila, to odgovor Alenka Cotič, pa jaz sva sestavila, pa France Tomšič je blagoslovil, da bomo delovali tudi v okviru socialistične zveze, če smo enakopravni partner Zveze komunistov. Na kar smo vedeli, da pa to pa ne bojo ustavo zaradi nas spremenili. Ker po ustavi je imela Zveza komunistov neko posebno pozicijo kot vodilno idejna politična sila. In ne moramo mi v bok dati socialdemokracije. Zelo so bili alergični na socialdemokracijo, ker so vedeli, da bi ta stranka imela močno podporo med ljudmi. Veste, oni se niso toliko ustrašili nacionalistov, pa kristjanov, krščanskih demokratov, kot ravno socialdemokratske stranke, ki bi pa posegla na njihov teren. Ker oni so imeli tako. Oni so imeli sebe za socialdemokrate, ampak komunistične. Ne, takrat uradno še, ker sem študiral filozofijo, ne, se spomnim, to je bila gospa Cvetka Tot, nam je razlagala o revizionistih. No, jaz sem pa enkrat tam med predavanjem rekel, jaz sem pa revizionist. To je bil Edward Bernstein, ki je že takrat pred letom 1900 letom v Nemčiji, ki je bil tudi član Nemške socialdemokratske stranke, zagovarjal v bistvu ne revolucionarno pot. In pri nas vse do konca, vse do leta 90 je veljalo, da so oni neke vrste odpadniki od marksizma in je bila to zmerljivka, revizionist. Ne. Potem pa naenkrat danes se pa oni ponašajo, kot so dediči Cankarja, Prepeluha, Edvina Kristana in da so oni
dediči te 30 let nazaj so pa govorili, da so oni odpadniki, da so revizionisti, da to ni prava marksistična pot. Ne? Vidite, to obračanje. Tako. Kako se je potem nadaljevala ta težnja po ustanovitvi Socialdemokratske zveze Slovenije? Zdaj v samem Litostroju v prostoru vam tega niso dovolili, potem pa se je tu vključil Gorazd, če se ne motim. Ne? Ja, vidite, pravzaprav me je po poletju klical Tomšič, če sem še za to, da smo stranko ustanovili, prav s temi moje Litostrojčani ni nič. To je bilo leta? To je bilo vse po štrajku, 87. je bil štrajk, 1988, spomlad pa polet so se pa večkrat slišala in je rekel, dajmo pa mi provat na neki drugi lokaciji, v Litostroju to ne morem, v spomin na štrajk to zadevo obnoviti, to idejo. In me je poklical, če vem za kakšen prostor. Imela sva pa na seznamu 5 lokacij, recimo tudi Društvo pisateljev Slovenije, da nam bi dal prostor, pa podporo politično. Joj, so se bali vsi so se bali. Takrat in jaz se pa, ker sem že delal na reformi volilnega sistema, sem se srečal z naprednimi študenti v okviru univerzitetne konference Zveze mladina. To ni bila Zveza socialistične mladine Slovenije? Ja. To je bilo? Ja, univerzitetna konferenca Zveze socialistične mladine, ki je povodil disident Gorazd Drevenšek. Mi da se na tej temi, ki so pa tudi oni po svoji liniji se zauzemali za odprte liste. Veste, mi smo se na vsej tej temi ujeli. Kako bi minirali ta partijski monopol za odprtim listam. Ti Zveza borcev je čisto prav. To je bilo zametek strankarskega pluralizma. On, ki je na to nevarnost odprtih list opozoril, ga jaz razumem. On je vedel, kam pa stati so mali. No in vi ste se povezali takrat potem z Gorazdom? Jaz se spomnim, ko so že obupala, jaz sem hodila tam po Ljubljani, noben nam ni hotel dati, pozvoniva na znameniti kapelici K4, Kersnikova 4, tam so se tam mladinska, napredna ali pa nekoga sporna gibanja. Disidentski pa alternativna kultura in tam se je tam začelo dogajati. Prav, da je slišal za to, da se je hotel že nam pridružiti, da je vesel, da smo ga pozvonila pod pogojem, da bomo rešili v stranko. Ne to spet neka zveza, pa gibanje, pa to stranka. Jaz sem rekla, se zato sva pozvonila. On je mene poznal, je rekel, stopta noter, drug dan nama je že dal pisarno, telefon, je rekel, čez 2 dni imamo pa sestanek predsedstva in bomo probali to zadevo skozi spraviti, ker on je rabil pokritje. Je bilo pa tam malo tudi zadržkov pri nekaterih. Zelo se je zato zavzel Samoresnik pokojni, mariborski disident, pa Gorazd sta dosegla, da smo mi dobili prostore. Ta tretja, to se pravi, bili smo, če bi šel po vrsti, Tomšič, Magajna, Drevenšek, 4. je bila pa Alenka Cotič, se mi še zdaj hvaležen, če bi imela 5 telefonov, bi pa 5 odgovarjala na 5 telefonov, ja. Mi smo tam debatirali, dedi, ne, oziroma tega smo bili še mlajši, ona je pa se trudila, ampak ni bila samo nek administrator, ona je znala tudi kaj napisati, izjave, tret. Se pa malo s Tomšičem sprekla, kmalu, in je odšla. Potem 4., no če rečem, da je bila ona 4., 5. je bil pa Borut Meško, njen kolega, ki je bil pa tudi, imamo še zmeraj Meškove nagrade, pokojni novinar. Ja, pokojni novinar. Se nam je, kot da zanimivo ljudi smo dobili v stranko od začetka. Ampak kaj pa, kdaj ste pa prvič prišli s to idejo ven? Mislim, da v Mladini, ne? Ja, ta datum, večina članov, zdaj, če gledajo SDS, da ta datum ne vejo, ne smejo vedeti. Ker mi smo persone non grate, nezaželjene, Gorazd Drevenšek je bil svoj čas tudi predsednik sveta stranke, te zdajšnje SDS, to od članov nihče ne ve. Vi ste bili podpredsednik, ne? Da je bil jaz sem pa podpredsednik stranke,
In da ta datum, ki ga jaz smatram za ključni, to je bilo 8. december 1988. Ki smo ga objavili tudi v Reporterju, ne? Tako je bilo tudi v Reporterju in je bilo v Mladini, torej za mene začetek stranke, ker takrat iniciativa je bila res v Litostroju, ne? Tako je tudi v kroniku SDS danes piše, ne? Ta iniciativni odbor, ki pa začel delovati javno, organizirano, transparentno, je pa zamolčan za člane zdajšnje. Ker iz zdajšnjega vodstva, a veste, na prste ene roke, kdo je še sploh še od takrat. Tistih prvih 50, od 50-ih, jaz se spomnim Kmetiča. Slavko Kmetič iz Trbovelj, ne? Ja, znanega poslanca Branka Grimsa, pa Matjaža Šinkovca, jaz za druge ne vem, sem šel gledati seznam prvih 50-ih, Anton Rojc, ne vem, če je še član stranke iz Celja, Vitov Drag Pukal je umrl, velikih je umrlo. Nekaj je šlo potem ven iz stranke, recimo. Tako, nekaj je šlo. Dobro, Jože Pučnik pa Tomšič sta umrla, Ivo Hvalica je tudi šel ven, ne? On se je kmalu prijavil, ampak se je potem izgubilo tisto prijavno, kot je povedal, ne? Ja, tudi imajo zanimive štose, da malo prikrivajo določene informacije za člane. Marsikaj se tudi zgubi, ne? To mi je ravno Hvalica pravil, da so imeli na stranki, na hodniku eno sliko, kjer je bil on ovekovečen gospod Janša, gospod Hvalica pa en visok funkcionar iz Nemčije, ne? Ko je imel konflikt s stranko, ki je prišel še neke stvari iskati, so ga izrezali iz te slike. Dobar, to so take neumnosti. No, jaz mislim, da za prvi del oddaje bi nekako tu pogovor zaključila, v drugem delu oddaje pa potem še, kako je potem ta stranka Tomšičeva najprej zaživela, kako so potekale te prve demokratične volitve, tudi kako je uspel Demosove stranke sestaviti vlado, pa tudi kako je prišlo do rušitve. Torej, predlagam, da o tem potem v drugem delu. Ja, z veseljem mi je veselo, da sem mislil knjigo pisati, pa rajši govorim v živo. Saj je lažje. Lažje pa tudi ljudje ne berejo več. Ja, no, upam, da še kaj berejo. Hvala vam za pozornost, za ta prvi del pogovora. Bodite z nami tudi v drugem delu. Pa srečno.